V bistvu sem izredno ostra lahko. Včasih je težko delati z mano, če saj nimaš malo podobnih lastnosti kot jaz. Ampak mislim, da je to nujno potrebno, če želiš primere uspešno reševati, ker te more gnati to do konca, torej da zaključiš primer, da pomagaš stranke, da zbereš to dokazno gradivo. In mislim, da je ta lastnost nujno pomembna pri dobrih in uspešnih detektivih. Če se dotakneva sedaj še skozi prizmo, kar ste pravkar povedali, morda vašega sina, mislim, da je 13, tam nekje, 13-letnik, ne? Kako vidva komunicirata vezano na uporabo telefona, na uporabo spletnih omrežij? Kako on to dojema? Ne razume, čeprav mu skušam pojasnjevati, ampak sva imela ravno, vse zanimivo, no, sva imela ravno 2 dni nazaj, mami, daj mi omogoči TikTok. Ne bom tega. Ja, pa ga imajo vsi, pa vsi objavljajo, pa veš, to pač vsi imajo. Zakaj ti tega ne razumeš? In se pač pogovarjamo o tem. Pogovarjati se je treba o tem. Zanimivo pa imeti je potrebno seveda tudi znanje, ne? Mnogo staršev je, ki niti ne vedo, kaj otroci počenjajo. Ja, drži. Ne vedo, kaj počenjajo in tudi ne vedo, koliko časa preživijo za ekrani, kar tudi je zaskrbljujoče za moje pojme, ker ljudje oziroma otroci izgubljajo stik z realnostjo, ne? Življenje je pa tukaj in zdaj. In zato recimo jaz ne bi nikoli menjala otroštva v tistem času, v katerem sem jaz odraščala, pa v tem zdaj. In ko ste vi odraščali, je vaša mama skrbela za to, da ste bili vedno oboroženi z lepo, zanimivo, poučno besedo, kajti nenehno vam je brala knjige. Vi ste danes sicer želeli neko knjigo prinesti s sabo, ampak povejte, katera vas je še posebej zaznamovala in kako je bilo, kot ste s knjigo rasli in s knjigo pravzaprav na nek način sodelujete in vaša prijateljica je še dan danes. Jaz sem knjižni mol, ne. Jaz, če bi imela čas, bi skozi brala, ne. Tudi, ja, še kot predšolski otrok, še nisem znala brati, jaz sem skozi mami težila, res. In ona mi je prav opisovala, lej, šla sva v posteljo, jaz sem šla s tisto knjigo, je rekla Blisk, recimo, mi je bila knjiga, ki mi je bila nepopisno blizu in mi je po moje 15krat prebrala, če ne več. Zgodba govori o konju, kako pač se razvija kot žrebiček in tako naprej. In to, ona je rekla, jaz sem bila tako utrujena, jaz sem zaspala 10krat zraven, pa si me ti zbujala, daj mi še beri, prosim te lepo, ne. In skozi nekako sem imela ta stik s knjigo in tudi recimo, ko so bile počitnice, se ne smo šli na morje in tako, ampak jaz vsak prost trenutek, ko sem ga imela, jaz sem šla v knjižnico, pa sem si knjige domov vlačila, ne. Po drugi strani eni učenci so bili veseli, da niso imeli opravka s knjižnicami, šolo, knjigami in tako naprej. Mene pa ravno to vleklo, ne, ker se mi zdi, da tudi en dober pregovor pravi, ne, da če ne bereš, živiš samo eno življenje, če bereš, jih živiš ne samo 100, ampak nešteto, se mi zdi, ne. In dobra knjiga res, oziroma dobre knjige ti širijo obzorje. In to je še danes tako, in jaz, če bi imela več časa, bi še več brala. Zdaj trenutno berem 3 knjige naenkrat, no, ampak tudi knjižnica, ki jo imamo z možem, mislim, da vsebuje preko 8000 knjig, tako da se res potem vidi, da ima precej na knjige, no. In knjiga, ki sem jo danes želela prinesti s sabo in mi je zelo, zelo pomembna, oziroma imam zbirko knjig od Alana Pinkertona, ki je eden izmed 2 najbolj znanih detektivov, če gledamo iz preteklosti, živel v 19. stoletju in že takrat je napisal, torej mislim, da prek 20 knjig, ampak to takih obširnih, ne. Mislim, kje je imel človek čas. On je vodil zelo uspešno detektivsko agencijo. Preiskovali so resne stvari, kot recimo tatvine vlakov, ki so prevažali denar in dobrine in tako naprej. Pri tem so tvegali nemalokrat tudi svojo glavo, a ne, ko so delali pod krinko. Zanimiv mi je tudi iz tega vidika in mislim, lahko samo se človek prikloni, da je bil sposoben oziroma da je videl dodano vrednost ženske in je zaposlil prvo žensko, Kate Warren, v svoji detektivski agenciji.
In ko je videl, kako lahko ona doprinese, je potem čez par let ustanovil ženski oddelek. Govorimo o 19. stoletju, ko ženske niso imele volilne pravice. Kje še, da bi bile kje, ne vem, tako izpostavljene in tako dobrodošle in iskane, recimo, ne. In tukaj moram reči, da mislim, je to nek človek, ki se lahko detektivi zgledujemo po njemu. No, čutim, da je bil neke vrste skozi knjigo, skozi njegovo življenje vaš vzornik, ne, ali pa učitelj. Absolutno, ker je imel svojo glavo, šel je svojo pot, ne glede na to, pač je videl neko vizionarje, imel je vizijo. In bil je tudi trmast, da je še najbolj zagonetene primere pripeljal do konca. Poleg tega pa še knjige pisal, se pravi, ne vem kdaj, mogoče po noči. Tudi vi ste zelo trmasti, ne? Vedno želite priti stvari do dna, vedno želite do bistva. Ja, v bistvu sem izredno ostra lahko. Včasih je težko delati z mano, če saj nimaš malo podobnih lastnosti kot jaz. Ampak mislim, da je to nujno potrebno, če želiš primere uspešno reševati, ker te more gnati to do konca, torej da zaključiš primer, da pomagaš stranke, da zbereš to dokazno gradivo. In mislim, da je ta lastnost nujno pomembna pri dobrih in uspešnih detektivih. Kako to prenašate na svoj kolektiv? Vam sledijo? Kar je pomembno v kolektivu, je to, da se tako jaz vidim dodano vrednost našega kolektiva, je to, da je multidisciplinaren. Torej, da nismo bodisi samo ženski ali pa samo moški, ampak da smo uravnoteženi po spolu. In kar mi je tudi zelo pomembno, da prihajamo z različnih smeri izobrazbe. Torej, nismo samo vrstoslovci, ne? Ker jaz sem za nekaj dobra, jaz si ne slepim se, oziroma pač je to čisto odkrito, da človek ne more biti na vseh področjih enako dober. Ne? In recimo, ko je potrebno neko informacijo iskati na spletu ali pa na temnem delu spleta, pač tega se ne lotim jaz. Ker imam sodelavca, ki je po svojo kariero zgradil ven iz računalnikov in je on uspešen. Ali pa nekdo, ki bo mogel res dobre skice nekega dogodka, kraja dogodka narediti. Ne delam tega jaz, ampak vem, da bom to dala nekomu, ki je pa ekspert na tem področju in je z tega ven zrastel. Ne? Vi pa ste na svoj način morda rasli, se izoblikovali oziroma razmišljali tudi, na mizi imava šahovnico, tudi skozi šahovske poteze, skozi šah. In zanimiva je zgodba o vašem stricu in šahu, pa jo podelite z nami. Ja, je zanimiva in moram reči, da me je zelo izoblikovala tudi, ne. Pa recimo en tak dogodek oziroma dogodki se teh večerov bilo kar precej, ko smo preigrali šah, jaz, moj oče in pa torej njegov brat, moj stric, ogromnokrat smo sedeli doma za mizo pa igrali šah, ne. In jaz kot predšolski otrok, pa tista prva leta šole, recimo, mali otrok, ko sem igrala ta šah, ne, pa sem razmišljala, torej, šah je zelo dober, ker moraš razmišljati, ne. Tvoj možgan deluje, mora biti aktiven, moraš razmišljati, katero potezo bo nasprotnik naredil, kombinacije in tako naprej. In je res dober, ne. Po drugi strani sem pa jaz pri šahu, še vedno imam to asociacijo iz otroštva, razmišljala, okej, figure se pomikajo, ne. Nekdo je dober, nekdo je slabši, ampak vseeno na koncu bo samo še malo figur gor ostalo, ne. In mogoče na drugi strani samo ena ali pa nobena. In kaj je bistvo življenja, ker nenazadnje smo pa vsi tiste figure na šahovnici in življenje je na nek način končnost tega vidika. In zato je pomembno pač, da ga res živimo v polnosti in da ga živimo, da uresničujemo sami sebe. In to mi je že takrat kot otrok, me to zelo močno zaznamovalo. Torej, nekje nekoč bo prišel moj čas, ko se poslovim. Kaj želim jaz pustiti? Po čem sem pa jaz drugačna in kaj lahko jaz doprinesem družbi kot taki? Zelo zanimivo razmišljanje. Verjetno marsikomu, ki je sedaj z nami, da tudi misliti, da mogoče svojo asociacijo potegne skozi šahovske figure in skozi življenje. In sem zelo hvaležna in očetu, in stricu, ki je žal pokojen, in tudi staršem, zato ker so mi dali prostor, da se razvijam
In kar mi je pomembno, da so mi dali prostor, da diham, niso me dušili s stvarmi, s čemerkoli, ampak sem jaz lahko sama nekje, če mi je tako ustrezalo, sem sama se nekje umaknila v del hiše in sem brala, se igrala, razmišljala. In to se mi zdi, da je ena velika dodana vrednost mojega otroštva. In nekoč je današnja detektivka, najuspešnejša, če lahko tako rečeva, zagotovo ena najbolj uspešnih v Sloveniji, se morda pomaknila v kakšen kot ali pa pred kakšno publiko, vzela mikrofon in tudi zapela, kaj ne? Tudi mikrofon imava danes na mizi. Ja, tukaj mogoče samo repliciram, najuspešnejši to tako, ne zdi se mi prav. Ne zdi se mi prav do ljudi, ker je kar nekaj dobrih v tej branži. Seveda sploh v svetovnem rangu, ko govorimo, ampak tudi v Sloveniji. Jaz sem se odločila, da se izpostavljam. In torej zaradi svoje agencije, zaradi sebe kot take, smo se odločili pač, da agencija bo imela nek obraz in to sem jaz. In zaradi razvoja stroke in tako naprej. Ampak moram izraziti tudi hvaležnost in pohvalo vsem tistim kolegom, ki pa so zelo uspešni, pa so se odločili ne izpostavljati. Ker tudi z njimi v ozadju, bodisi v zbornici, v raznih delovnih skupinah delamo zgodbe. Ne? In tako bom rekla, se jaz tako vidim, nastop nekega detektiva ali pa nekaj, kar on doprinese dobro za nas vse. Ker nas ni veliko, okrog 90 nas je. In torej, če nek kolega naredi dobro reklamo ali pa nekaj dobro naredi, je to tudi dobro za mene. Tako da tukaj repliciram mogoče na tisto, ne? Da tudi izrazim hvaležnost tem osebam, ki danes niso tukaj. Ja, mikrofon, tega pa še nisem izpostavila v javnosti, zelo rada pojem, ampak to največkrat v avtu in to se mi zdi, da je neka taka sprostitev, ko mi pa, ko dam stvari na off, pa se s tem mogoče malo zbistrim oziroma malo ventile odprem. Da lahko na koncu daje tudi vključiva mikrofon, ne? To ne bi, ker to pa pol ne garantiram, ne, da ne boste obdržali gledalcev, ne. Je pa, ne bom rekla, da imam nek pretiran posluh, ker mislim, da ga nimam, čeprav mož reče, da dobro pojem, ampak ne, je to bolj kompliment, tako da mi laska o tem ne bi. Je pa tako, da sin zelo dobro poje in je tudi hodil na pevsko šolo in mislim, da ima on potencial. Mogoče bo pa z njega kaj na tem področju. Vaš sin ima 2 imeni? Sin ima 2 imeni. Ja, 2 imeni? Ja. Ja. Ta drugega sem zbrala jaz, je Šanti oziroma SHANTI Ja. in pomeni mir. In pomeni Tako da mir. upam, da mu bo v življenju to prineslo Ja, prvo ime pa je? mir. Patrik. Patrik. Patrik in mir. Zanimivo, ne? Ja. Mir. Koliko miru je v vašem življenju, detektivka Bernarda? Koliko miru? Si znate poiskati čas tudi za mir? Ja, mir to je, mislim, stanje, za katerega vsak posameznik odgovoren. In ne glede na to, koliko dinamično je lahko to delo in je, ker praktično, ne glede na to, da imam zelo organiziran svoj koledar, dejansko ne veš, da mogoče naslednjo minuto bo pa nekaj, kar bo popolnoma zarotiralo tvoje obveznosti, si je potrebno vzeti čas, torej, da si v sozvočju sam s sabo in da imaš tisti mir. To pa meni prinese spet ta, bom rekla, kontradiktornost. Torej, jaz zelo rada delam z ljudmi. To mi je bistvo vsega, res uživam v tem. Ampak po drugi strani, ko sem nekaj gužvi, ko je stalno nekaj dogajanja, pa rabim potem odklop, da sem sama s sabo. Da se regeneriram. In tukaj je tisti mir, kjer je zelo pomemben.